Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Franc Medic, poslanec Nove Slovenije. Lepo pozdravljen, predlagam, da se tikava, ker sva sodelavca. Dober dan, seveda. Začniva pri novih potezah Združenih držav, ali bolje rečeno Donalda Trumpa, ki so zatresle svet. Po tistem sestanku z ukrajinskim predsednikom so zdaj na tapeti carine. Evropska unija je recimo že napovedala protiukrepe. Kako smiselno se je odzivati na tak način, kakšne so lahko posledice? Zelo težko se odzivati na človeka, ki eno stvar govori, pa večkrat druge realizira. Tako da je treba zelo previdno se odzvati na njegove poteze. Jaz mislim, da v nekaterem smislu te poteze, kljub temu, da izgleda nekaj nasprotnega, bo dobro naredilo Evropski uniji, da ji bo omogočilo razumeti, da dejansko mora sama za sebe poskrbeti. Kar se pa tiče te carinjenja, jaz mislim, da to gre nekako v nasprotju s deklaracijami, da smo odprti trg, da mednarodno delamo v liberalnem smislu. Tako da verjetno so začasne, bo pa bolelo, zagotovo. Bi se strinjal z oceno, da v carinski oziroma trgovinski vojni ni zmagovalcev? 100% se strinjam, nihče ni zmagovalec, vsi izgubimo. Nenazadnje se tudi država oziroma neka skupnost zapira, ne, pred svetom, če se to dogaja. Ja, seveda, ostane sama sebe v nekem mehurčku in pol tiste družbe, ki same ne znajo napredovati na podlagi inovacij, nimajo možnosti dobiti to znanje od drugod. Po drugi strani pa tiste surovine, ki jim gotovo, ali pa polizdelki, izdelki, ki jim gotovo imajo odveč in imajo kapacitete za prodajati v splošni trg svetovni, te možnosti oni sami se zaprejo. Tako da nihče ni zmagovalec. Ti sicer izhajaš iz gospodarstva. Kaj je po tvoji izkušnji največji dušitelj za posel? Zdaj namreč to sprašujem zaradi vseh ukrepov vlade trenutne, ne, nalaga davke, sprejema oziroma vzpostavlja okolje, ki ni stabilno. To sta verjetno dva zelo pomembna dejavnika, ne? Ja, vsekakor. Jaz mislim, da najbolj, in to iz strani investicij v dolgi rok, najbolj problematično je ta negotovost. Takrat, ko se nek projekt, nov investicij planira, to je stvar danes, moramo misliti 20 let nazaj. Zdaj, če vsaka 2 leta ali pa z vsako menjavo vlade spreminjamo te rules, a ne, pol težko, da bomo privabili kakšnega tujca, še Slovenci odhajajo na druga tržišča, to kar vejo, da imajo bolj stabilno okolje. Zadnja vlada je poskrbela za to, da je obdavčitev vedno večja in s tem Slovenija in slovensko podjetništvo izgubiva tiste prednosti, ki jih ima. Po eni strani izgubiva s tem, zato ker ni konkurencen zaradi cena, ne. Po zadnji seji Komisije za nadzor javnih financ, ko je bila v ospredju afera Spirit, ko se je dodeljevalo milijone evrov vprašljivim podjetjem, je bil nekako poziv Nove Slovenije, da raje kot subvencije gospodarstva, da mu raje znižajmo davke. Ja, seveda. Jaz mislim, da je tudi tako, kot v vsaki družini, najboljše, da sama upravlja s svojim premoženjem, s tistim, ki prisluži, ki prihrani z delom, da sama ve, kam je najbolj vložiti. Ne pa, da nekdo po eni strani te preko davkih odzame denar, po drugi strani te pa maši lukne s takimi in drugačnimi subvencijami. To mislim, da ni pravilno. Je pa res, da je treba tudi te ranljive skupine nekako, moramo biti socialna država, jih nekako obvladovati na tisti surov trg
ki obstaja in to bo vedno obstajalo. Ne. Sicer ti si zelo dejaven na odboru za pravosodje, trenutno ste v sprejemanju tako imenovanega lex specialis, lex Jaklič. Tukaj je Nova Slovenija zavzela zelo jasno stališče. Ne? Ja, seveda. To je zakon, ki ga je vložila predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič iz enim samim namenom in to se je od prvega trenutka videlo. In to je omejiti prosto delo nekega ustavnega sodnika, ki ni po njegovi želji, ki ima največ ločenih stališč, takrat, ki ustavno sodišče sprejema določbe. In je pa nek pokazatelj dvojnega merila. On, ki je preko nekega SP-ja delal za raziskovalne motive ali pa za poučenje v univerzitetah, doma pa tudi v tujini, je pod lupo. Naprimer predsednik ustavnega sodišča, je pa še vedno družabnik nekega podjetja, ki je že odprej tudi posloval. Tako da jaz mislim, da ni dobro, mi smo nasproti temu. Zdaj ta teden je odjeknila ta super novica o super računalniku, kako dobro prijavo je pripravila Slovenija, kako napreduje. Ti si glede tega pred časom postavljal poslansko vprašanje, potem predvidevam, da si spremljal razvoj dogodkov. Kaj se ti zdi, si zadovoljen, kako bi komentiral ta razplet oziroma sploh celo to najavo te novice? Ja, jaz sem postavil poslansko vprašanje predsedniku vlade lani, kako to iz tem prijavam na teh pomoči za super računalnike. Zato, ker avgusta mislim, da je bila prva prijava in se jo niso prijavili. In jaz mislim, da tudi zaradi mojega vprašanja se pohiteli, da so pol 2. februarja vložili novo prijavo. Večkrat se dogaja s to vlado, da deluje reakcijsko. Če stvar pride v javnost, pol ukrenejo. Če ne pride v javnost, ne ukrenejo. To črede, kot opozicijski poslanec lahko rečem, da imamo tudi možnosti kaj spremeniti. In to Nova Slovenija v tem mandatu in kar sledim, da jaz sem 6 mesecev še poslanec, kar sledim, zelo opazno ta situacija, drva, večje omrežnine in tako naprej. Tako da mislim, kar se pa tiče bodoče, pa hočem še videti, kako bo rešil ta program, za videti, kam bojo vode hitele, takrat, ki bodo, zato ker to je bil tisti, ki je obljubil tudi predsednik vlade, da ta program že imamo. Zdaj bomo dobili denar, naj se pokaže. Tako da bo še kakšno vprašanje na to temo postavil. Nedvomno. Ja, veš kaj, začela sva na mednarodnem prizorišču, pa bova še sklenila tam. Ti si dolga leta živel v Argentini, še spremljaš dogajanje tam, tudi tam so se, lahko rečeva, nedavno zgodile spremembe na oblasti, so kar precej pretresle Argentino. Kako zdaj se samo ne poroča več toliko o tem, ali so se zadeve nekako vnesle? Jaz argentinsko politiko, jaz sem tukaj že 27 let v Sloveniji, ampak sem jo sledil, ne pa kaj preveč pogosto. Jaz imam se dve sestre iz družine Mexicancev, da me vse zanima zelo, kaj se tam dogaja, tudi prijatelje in tako. Javier Milei, zdajšnji predsednik, je človek, ki ni bil politik, danes je. In sem ga začel slediti marca 2021, ko je on kandidiral za mesto poslanca v državnem zboru. On je začel praktično iz nič, je bil pa poznan v ekonomskih krogih. On je sicer, njegove ekonomske ideje so uperjene na avstrijski šoli ekonomije, Hayek pa te ljudi. In res poseben človek je. Zelo neposreden,
res, politika ima zelo malo, ampak tisto, ki je do zdaj obljubil, jaz zdaj sledim bolj pogosto to zadevo, in tisto, ki je obljubil do sedaj, to tudi uresničuje. Pa verjemi, za Argentino je to skoraj čudež. Tako da nižja inflacija, nezaposlenost se zaustavlja, ljudi pod pragom revščine se je znižal, imamo, zdaj govorim kot če, a ne, Vendarle si še del tega. sem se del tega, odprte mednarodne institucije za posojila, in mislim, da če bo Milei uspel zadržati stisko tistih najranljivih skupin v družbi, jaz mislim, da bo zgodba o uspehu. Odličen konec, pravzaprav. Najlepša hvala za pogovor, upam, da kmalu spet. Ja, seveda. Hvala vam. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.